Na sporedu je bila zaostala tekma drugega kroga med Koprom in Olimpijo. Dve ekipi v popolnoma drugačni formi, Olimpija je še vedno neporažena v tem prvenstvu, Koper pa več kot 3 tekme že ni dal gola in je zdaj v spodnjem delu lestvice. Tole je prva akcija za nogometaše Olimpije in takoj zadetek že v 3. minuti. Omladič je zatresel mrežo in na 5. tekmi zabil še svoj 4. gol v letošnji sezoni. Izjemno leto za Nika Omladiča, po 3 golih po prostih strelih je zdaj zabil še iz igre in popeljal prednost Ljubljančane. V 6. minuti prva koprska akcija, Kotin poizkus glavo Gregoriča v naročje Šelige. V prvem delu prav veliko več priložnosti ni bilo, tole še strel Vukčeviča, ki pa je končal mimo gola. Drugi polčas je bolje pričela Olimpija, najprej v daleč streljal Omladič in zgrešil vrata Ljubljančanov, potem priložnost za Koprčane, močno Črnigoj, a visoko čez gol. Še ena koprska akcija, močan strel Štulca v daleč, na pravem mestu pa je bil Šeliga in žoga je na koncu končala z gol v kotu. Nato pa izjemna akcija Olimpije in Šporar je prišel sam pred vrata, s tole izjemno potezo pa je vrgel iz igre še vratarja Radoševiča in zatresel mrežo za 0:2. Drugi gol Šporarja v letošnji sezoni. Olimpija pa je povedla z 2 goloma prednosti v 77. minuti. Tekma je bila praktično odločena, Koprčani pa se niso predali in skušali zabiti vsaj častni gol. Najprej velika priložnost za Lotriča, ki je streljal preslabo, po podaji z desne pa je žogo v mrežo zabil Lotrič in vendarle znižal zaostanek in po dolgem času zatresel mrežo nasprotnika. Kanarčki so upali na morebitno točko, krenili so po njo v zadnjih minutah in sodniškem podaljšku po kotu je z glavo streljal Halilović, ampak točno vratarja Šeligo, ki je ubranil strel na koncu. Koper Olimpija 1:2. Nič, mislim, da ste vedeli sami, da smo bili skozi celotnih 90 minut boljši nasprotnik, si prigrali več priložnosti in spet ostali brez te športne sreče in nas je kaznovalo, da smo dobili ta drugi zadetek, ki smo se malo bolj odprli. Potem, da našo žalost tekmo tu izgubili, ampak ne vem kaj ne rečem, no, glave so vroče, tako da moramo čim prej začeti nizati pozitivne rezultate in jaz upam, da bo že v nedeljo pozitiven rezultat prišel. Važne so 3 pike, važna je igra, ki smo je zelo dobro defanzivno odigrali. Po prvem zadetku našem nas je malo Koper stisnil, ampak mi smo pa zdržali ta pritisk.